Volčje noči se godijo v času od zimskega sončnega obrata, ko se na novo rodi sonce, pa vključno do noči s 5. na 6. prosinec. V tem času v temi le zasveti nova svetloba, novo upanje, a to je čas negotovosti in krhkosti mladega sonca, preživetje je vprašljivo, zato je poseben čas strahu, ko si morda sonce ne opomore in s tem obudi nov plodni cikel matere zemlje. In tako je ta čas poln različnih šeg in predstav o vseh treh pomešanih svetovih, kjer so zdaj vsa vrata vse povsod odprta. Vse šege pa so na mestu z namenom, da se obvarujemo hudih sil, da obvarujemo obstoj svetlobe, da zopet v polnosti zasije tudi znotraj nas samih. Po zimskem sončnem obratu, o ozadju katerega smo govorili v enem izmed prejšnjih videopredstavitev, sledi premik sonca. Ljudje so namreč pravili, da se okresi dan obesi in z zimskim solsticijem ni nič drugače. Rodi se, za 3 dni nato obstane in nadaljuje svojo pot skozi temačnost volčjih noči. Na 26. grudna praznujemo tako imenovano Štefanovo, darovanje kruhkov ljudem in živalim od Miklavža pa do 3 kraljev je prastari ostanek Velesovega kulta oziroma podzemnega božanstva, ki ga poznamo tudi pod drugimi imeni, da bi si ljudje zagotovili mir in zaščito domačih živali v tem temnem delu leta, ko Velesa srečamo kot šepavega starca, ki vodi trop volkov. Nekateri so mu pri nas pravili tudi ponočni mož, ki vodi divjo jago vseh tistih glasnih, norih duhov, ki mu sledijo iz onostranstva. Divjo jago kasneje uprizarjajo tudi podivjani psi. Na vzhodu Slovenije je poznan kot šent, izpeljano iz šentavi, kar pomeni šepavost. In ljudje so od nekdaj pravili, da je ob tem času prišel k hiši in odpeljal izbrane ljudi ter jih spremenil v volkove. V tem času pa živina ni smela delati, ljudje naj ne bi smeli uživati mesa. In tako tudi danes, poleg modernizirane pokristjanjene šege, žegnanja konjev, živali dobijo tudi posvečene koščke kruha. Na Štefanovo se v cerkev nese figurice konja, da se nato blagoslovljene vrnejo na domočijo in varujejo živali. Votivne figurice so značilen element tudi prastarih obredi še iz predkrščanskih časov in so nosile enake zaščitne funkcije. Svetnik Štefan pa nima dosti opraviti z živalmi nasploh in tudi s konji ne, čeprav kroži zgolj ena legenda, da je ukrotil konja. Prevladuje pa mnenje, ki je v 10. stoletju tudi že zapisano, da je Štefan nasledil staro božanstvo, ki je bilo zaščitnik živali. 28. grudna je dobro poznano tepeškanje. Tepeškanje z leseno palico je ponekod značilno tudi v spomladanskem času. Takrat mladi fantje tepeškajo dekleta, s tem pa vzpodbujajo njihovo plodnost. Tudi zimsko tepeškanje ima podoben pomen. Zagotavljanje plodnosti v teh časih je nujno, saj okoli božiča izberemo najboljša semena in že v času zime poskrbimo za nekatere sadike. Obenem pa, ker se nahajamo v odprtih svetovih povezani z vsemi silami, ponazarja ta čas tudi plodnost idej in novih začrtanih poti, ki vodijo v obilje. V starih časih je tepeškanje za starejše predvsem pomenilo zdravje, za mlade dobro možitev oziroma ženitev, za živali dobro rejenje in za drevesa dobro letino. Če se nisi prepustil tepeškarjem, te je celo leto čakala nesreča. Najbolje pa je uporabiti zimzelene veje oziroma tiste, ki hitro zelenijo, kot so na primer leska, vrba, breza, brin ali pa smreka. Da tepeškanje ob tem času izvajajo otroci, pa je plod krščanstva, ki je zakrilo stare običaje, kjer pa gre za spomin dneva, ko je Herod dal usmrtiti vse novorojence v iskanju Jezusa.
Ves čas volčjih noči je prežet tudi z različnimi maskami, ki predstavljajo duhove iz onostranstev, obenem pa tudi maske, ki slabe sile odganjajo. Poleg šepovega starca, ki vodi volkove in divjo jago, srečamo še Pehtro babo. Njej podobni liki so tudi Kvaterna baba ali Torka, njen prirejeni lik pa se pojavlja kot Pehta v Kekčevih zgodbah. Pehtra baba je strašljivo bitje, ki vodi umrle duše otrok. Njen lik izvira še iz prastare predstave o veliki materi, saj poseduje oba pola, kjer svetlobo, plodnost, žensko zaščito predstavlja v kasnejšem času prepoznana Lucija oziroma Vehtra ali Zlata baba, ki je kraljica belih žen. Skrbi za plodnost, zato so bili nekoč zelo razširjeni plodnostni obhodi predvsem za rastlinski in živalski svet, ter njej v čast prav ob koncu volčjih noči na večer 5. prosinca. Da je Pehtra baba direktna naslednica stare boginje, zavetnice žensk, se kaže v njeni prevzeti vlogi predice, ki pa prav v tem času straši in kaznuje vse tiste, ki ne upoštevajo pravila, da se morajo v tem času predenju izogniti. Različnim mitološkim bitjem, ki ponazarjajo Pehtro babo ali njej podobne, imenujemo tudi sredozimke. Njena dvojnost, kakršna je mati narava, se kaže še v preživetem običaju oblačenja v Pehtro babo, ki je v nekaterih delih Slovenije kot grda pošast, v drugih delih pa kot lepa ženska. Običaji obhodov Pehtre babe so poznani predvsem na Gorenjskem, po Koroškem in Kranjskem. Še posebno v času volčjih noči pa je imela tudi voda magično moč. Starejši so si z umivanjem na sveti večer zagotovili zdravja, mlada dekleta pa so si izprosila ustrezne ženine. Konec volčjih noči na 6. prosinca pa je tudi dan, ko se ob običaju, ki je poznan neznano dolgo in so ga nadomestili sveti trije kralji, družinski člani odtrgali kos krušne pogače, kamor je gospodinja ob peki zamesla bobovo zrno. Kdor je odtrgal kos z bobovim zrnom, so mu rekli Bobov kralj, in prav temu članu naj bi bilo prihajajoče leto še posebej naklonjeno. In naj bo naklonjeno tudi vam. Več o naši dediščini je na voljo na naši strani svarunico.com, vabimo pa vas tudi v našo spletno butično trgovinico.